Pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke iz županovega kabineta. Danes ETV gosti hrastniški župan, gospod Miran Jerič. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalkam oziroma gledalcem ETV. Poročali nam boste o aktualnem dogajanju v Hrastniku, pa če začneva z najbolj aktualno temo. V torek ste prisustvovali podpisu dogovora za razvoj Zasavske regije. Kaj bodo ti projekti prinesli Hrastniku in kaj Zasavju? Jaz upam, da predvsem razvoj. V dogovoru za razvoj regije so opredeljeni najpomembnejši razvojni projekti znotraj Zasavske razvojne regije. Vseh projektov je 11. V občini Hrastnik smo v dogovor za razvoj regije uvrstili 3, po našem mnenju najbolj pomembne projekte, to je izgradnja industrijske cone ob steklarni in tovarni kemičnih izdelkov. Projekt je vreden nekaj več kot 4 milijone evrov, računamo na 3,3 milijone evropskega denarja in denarja iz integralnega oziroma nacionalnega proračuna, približno 726 tisoč bo prispeval k temu projektu občinski proračun, izvajal naj bi se 3 leta, letos pričnemo. Leta 2020 dokončamo, s tem projektom bomo ohranili približno 800 delovnih mest na tej lokaciji in odprli približno 70 novih delovnih mest in seveda iz tega območja bomo preselili na območja, ki so bolj primerna za bivanje ljudi, ki danes stanujejo v dotrajanih stanovanjskih objektih in na neprimernem območju. Drugi projekt je odvajanje odplak v občini Hrastnik, približno 1 600 000 evrov je vreden projekt. Večino tega denarja bo zagotovila Evropska unija in integralni proračun, nekaj več kot 6 000 evrov bomo dali iz občinskega proračuna. S tem projektom bomo zgradili več kot 5 km sekundarnega kanalizacijskega omrežja, nekaj manj kot 200 metrov tlačnih vodov in pa seveda tudi 2 črpališča. In kar je najbolj pomembno, znotraj hrastniške aglomeracije bo potem priključenosti na čistilno napravo, bo ta priključenost 98% in s tem bomo zadostili tudi vsem kriterijem, ki jih je pred nas postavila Evropska unija in dosegli seveda vse cilje, kar se tiče odvajanja in čiščenja odplak v občini Hrastnik. Seveda dela na tem področju nas še čaka v prihodnje, v manjših krajevnih skupnosti, ampak to je stvar investicij v prihodnjih letih. In tretji projekt, ki smo ga mi uvrstili, je projekt področja trajne mobilnosti. Mi smo sprejeli celostno prometno strategijo, želimo imeti v Hrastniku v prihodnje trajnostni naravnan promet, s nekaterimi ukrepi želimo izboljšati oziroma spremeniti potovalne navade naših občanov in občank. Tle bomo urejali kolesarske steze na območju Dola, predvsem ob rekonstrukciji regionalne ceste čez Dol, kolesarsko povezavo proti občini Trbovlje, čez območje Ojstrga in pa izgradili bomo na 3 mestih izposojo električnih koles. Ena bo ob železniški postaji v Hrastniku, druga v centru Dola in tretja v centru Hrastnika. In če se bo ta projekt zelo dobro prijel med občani, bomo seveda s tem projektom v prihodnje tudi nadaljevali. In še en projekt bi omenil, ki je nas skupen, gre pa za glavno cesto Hrastnik-Zidani most. Ves denar, ki smo ga imeli na voljo na prednostni osi 7.2, to se pravi dobrih 1 700 000 evrov smo namenili za pričetek izgradnje glavne ceste Hrastnik-Zidani most. Računamo, da bomo štartali s tem projektom 2019. Začetni projekt je vreden približno 5 700 000, gre za izgradnjo novega mostu v občini Hrastnik, navezalno cesto do mostu in seveda potem naprej proti Zidanemu mostu. Seveda pa računamo, preden bomo pričeli z deli, da bo država našla manjkajoči denar in da bo ta glavna cesta končno zgrajena, ker ni pomembna samo iz prometnega, varnostnega vidika, predvsem je pomembna iz razvojnega in okoljskega vidika in pomeni tudi osnovni pogoj za pričetek izgradnje prve hidroelektrarne na Srednji Savi. Jaz sem vesel, da smo kot prva razvojna regija na drugem povabilu podpisali ta dogovor. Zahvalili smo se ministrstvu in ministru, ki je peljal ta postopek, gospodu Počivalšku, tako da jaz mislim, da je bil en tak lep, svečan in prijeten dogodek. Kaj pa nove avtobusne postaje? Jih tudi omenja ta projekt?
Ta ne, ampak s projektom avtobusnih postaj štartamo v kratkem. Mi smo izbrali izvajalca v sklopu prenove avtobusnih postajališč. Bomo v letošnjem letu zamenjali 5 postajališč, to se pravi od Riklovega mosta pa v centru Hrastnika, in v tem projektu uredili še približno 360 metrov, nekaj več, obojestranskega pločnika na območju od Komunale pa gor proti Kamnolomu. Ta projekt naj bi dokončali do občinskega praznika in seveda tudi ga takrat svečano odprli. Kaj pa dogovor za razvoj regije prinaša Zasavju nasploh? Tako kot sem rekel, jaz mislim, da je eno veliko razvojno priložnost. Več ali manj smo se vsi odločili, da predlagamo projekte iz prednostne osi pospeševanje podjetništva, odpiranje novih delovnih mest. V vseh 3 občinah se bodo gradile industrijske cone in pa podjetniški inkubator. Na področju odvajanja odplak imamo tako v Hrastniku, Trbovljah kot Zagorju tudi ta projekt. To se pravi, da tudi skrbimo za okolje, da bomo na čistilno napravo pripeljali vse tiste odpadne vode, ki jih je mogoče. S pomočjo Evropske unije bomo to hitreje postorili. In tudi na področju trajne mobilnosti smo se vsi odločili za različne ukrepe, največ kolesarskih stez, povezav in seveda drugih ukrepov, in zadnja je pa ta skupna cesta. Jaz mislim, da je to ena velika razvojna priložnost, na nas pa je, ker dogovor je prvi korak do realizacije teh projektov. Zdaj je potrebno čim prej pripraviti vse projekte, jih potem, ko bodo gradbena dovoljenja, neposredno potrditi, tako na resornem ministrstvu kot na službi vlade za evropsko kohezijsko politiko in razvoj, in seveda potem pričeti črpati denar. Mi računamo v Hrastniku, da bomo z vsemi 3 projekti štartali letos. 2 sta 2-letna, ta industrijska cona, ki je pa največji projekt, je pa 3-letni projekt. Če se premakneva k Dolski šoli, ta naj bi se odprla konec junija. Kako se dela zaključujejo? Dela se zaključujemo, računamo, da bomo 29. junija v okviru praznovanja tako krajevnega kot občinskega praznika odprli prenovljeno Dolsko šolo. Gre za rekonstrukcijo, novogradnjo. Jaz mislim, da bo dobila čisto novo podobo. Dela potekajo na gradbišču v skladu z pogodbenimi obveznostmi in terminskim planom. Zdaj že fasada, gradbeni oder je postavljen, zunanja fasada se že izvaja, tako da bo tudi na zunaj že šola dobila novo podobo, stavbno pohištvo je vse vgrajeno. Konec meseca maja bodo pričeli tudi z montažo opreme. Mi smo pravočasno izbrali tudi poleg izvajalca gradbenih obrtniških del, ki bo približno za slabe 3 milijone evrov dokončal to gradbena obrtniška dela, tudi dobavitelja opreme, to je firma Gonzaga. Pravočasno smo zbrali, da lahko tudi na samem gradbišču in seveda na podlagi projektov izmeri vse detalje, tako da bo oprema, jaz upam, nameščena tako, kot mora biti, in pravočasna. In seveda 29. junija računamo, da bo otvoritev. Jaz mislim, da je to ena velika pridobitev, ne samo za učence, učenke, učiteljice, učitelje, ampak tudi za krajevno skupnost. Ker znotraj te šole bo večnamenski prostor za približno 250 ljudi, tako da bo lahko tudi kakšna prireditev se izvedla, ne samo za krajevno skupnost, ampak tudi širše. In pa bo tudi šolska knjižnica, ki bo namenjena tudi za občane in občanke, ki živijo v okolici šole in pa širše. Tako da mislim, da smo več stvari z rekonstrukcijo in izgradnjo Dolske šole na nek način uredili in se veselimo, bom rekel, teh prenovljenih prostorov, in jaz verjamem, da bojo vsi ti učenci, ki v letošnjem šolskem letu domujejo na 3 lokacijah, z veseljem na prvi šolski dan v septembru vstopili v prenovljeno Dolsko šolo. Omenili ste že občinski praznik, ki se približuje. Kako bo občina praznovala? Tako kot vedno bo veliko dogodkov, ki jih pripravlja tako občina kot seveda številna društva, krajevne skupnosti, javni zavodi, inštitucije. Veliko bo stvari, običajno pričnemo z praznovanjem krajevnega praznika v krajevni skupnosti Podkraj, tako bo tudi letos. Končujemo ponavadi z to srednjo prireditev v okviru praznovanja, ta bo 2. junija v Delavskem domu. Tam bomo tudi podelili 4 občinska priznanja, seveda bo tudi bogat kulturni program, ampak letos ne bomo 2. zaključili, bomo zaključili seveda 3.
oziroma tretjega. Jaz računam, da bo najkrajša cestna povezava med Hrastnikom in Trbovljam dokončana in tretjega želimo na občinski in rudarski praznik odpreti to dolgo pričakovano najkrajšo cestno povezavo med Hrastnikom in Trbovljem čez Ojstro, tako da dogodkov bo veliko, tako kot vedno bo Vdovska noč, zadnjo soboto pa kolesarski vzpon, pa skupno praznovanje državnega praznika na Kumu, pa poletni festival Hrastniške knjižnice. Poleg tega, da Podkraj praznuje tudi krajevna skupnost Dol, pa steklarna in vmes bo še veliko koncertov, dogodkov, tako da že danes vabim, bom rekel, ne samo občane in občanke Hrastnika, ampak tudi širše na vse prireditve, ki jih za nas pripravljajo, tako kot sem rekel, številna društva, inštitucije, javni zavodi in drugi. Komu boste podelili občinska priznanja? Kdo je bil zaslužen? 4 priznanja bomo podelili. Srebrno priznanje prejme Jože Buden. Jaz mislim, da ni potrebno izgubljati besed. V prvem glasu Zasavja za zasluge na kulturnem in društvenem področju in dolga leta je deloval tudi v krajevni skupnosti in pa 3 bronasta priznanja. To je Vojka Povše Krasnik, naša tudi občinska svetnica, predsednica krajevne skupnosti, novinarka in seveda potem naj omenim najprej dobitnice. Druga je Barbara Matek, ki skrbi za gasilsko mladino znotraj Gasilske zveze Hrastnik, aktivna je tudi na kulturnem področju, saj že dolga leta deluje v kulturno-umetniškem društvu Svoboda Dol, pevskemu zboru in seveda še na drugih področjih. In tretji je Štefan Kajič, ki je tudi zelo aktivn na društvenem, kulturnem področju v pevskem zboru Svoboda, moškem pevskem zboru Svoboda Hrastnik in mislim, da si vsi 4 zaslužijo to priznanje in to bomo na osrednji prireditvi tudi podelili. Poleg tega bomo pa podelili tudi še zlata županova presa, koliko jih bo pa v tem trenutku še ne vem. Jaz upam, da je čim več. To so pa vsi tisti učenci, ki so v vseh letih šolanja dosegli same petke in seveda bili uspešni tudi na tekmovanjih, tako občinskih, regijskih, državnih in seveda tudi nekateri na mednarodnih. V četrtek 24. maja, torej danes, bo tudi zasedala skupščina Ceroza. Kaj so glavne tematike, kakšne stališča boste zavzeli? Sprejemajo tudi sanacijski program. Mi bomo drugače poročilo o delu Ceroza uravnavali na seji občinskega sveta, ki bo 21. skupaj z sanacijskim programom. Sanacijski program je tako na finančnem področju oziroma kot na nekaterih ukrepih, ker veste, da smo imeli v zadnjem letu kar nekaj težav pri delovanju regijskega centra za ravnanje z odpadkov, predvsem z zalednimi vadami. V zadnjem letu se nam je pojavila velika količina teh zalednih vad, ki niso šle, nažalost, vse čistilno napravo, da bi se očistile in očiščene šle potem v ta potok pod regijskim centrom. Čistilna naprava je drugače sodobna, je 3-stopenjska, je ena redkih v Sloveniji, da je 3-stopenjska, ampak ta količina, ki se nam je pojavila, je prevelika, da bi lahko vse te ščistili in seveda skozi posamezne ukrepe, ki jih bomo izvedli v naslednjih mesecih. Jaz upam, da bo to skupščina potrdila, tudi zagotovila na nek način, moramo zagotoviti tudi finančne vire, da bomo ta problem rešili. Seveda pri reševanju tega problema sodelujemo tudi s krajevno skupnostjo Sedraž in pa z občino Laško, tudi ustanovili smo mešano delovno skupino, v kateri smo predstavniki Ceroza, občine Laško, Hrastnika in pa seveda tudi krajevne skupnosti Sedraž. Imeli smo že več sestankov, pri pripravi sanacijskega programa so sodelovali tudi posamezniki iz krajevne skupnosti Sedraž. Jaz upam, da je ta zadeva usklajena in ko bo skupščina, bom rekel, to obravnavala in potrdila, se bomo potem usedli tudi na tej mešani delovni skupini, se dogovorili, kako bomo te ukrepe izvedli, da bomo v prihodnje zagotovili, da Ceroz deluje v skladu, bom rekel, z vsemi predpisi, z vsemi dovoljenji in težave, ki so, jih je potrebno v čim krajšem roku tudi odpraviti. Na razpis za direktorja Hrastniškega zdravstvenega doma se ni prijavil nihče. Morda veste zakaj? Na prvi razpis nihče, na drugi razpis pa mislim, da je prišlo 5 prijav. Jaz računam, da bo svet zavoda
in pa komisija, da bojo korektno upravili v skladu z zakonodajo to delo. Jaz upam, da nam bo v drugem poskusu uspelo izbrati novega direktorja zdravstvenega doma. Verjetno so tudi same težave pri poslovanju, ne samo našega zdravstvenega doma. Mi smo na zadnji seji občinskega sveta med drugim obravnavali tudi poročilo tako v finančnem poslovanju kot v delu zdravstvenega doma Hrastnik. Res je, da je zdravstveni dom posluje z nekaj manj kot 100.000 evri izgube, res pa je tudi nekaj, da od 48 zdravstvenih domov v Republiki Sloveniji 34 jih posluje z izgubo. Mi trdimo, da je izguba, predvsem vpliv na izgubo ima nesprejetje sistemskih ukrepov za primarno zdravstveno raven. Na eni strani, na drugi strani, to zapravi neustrezno financiranje. Cene zdravstvenih storitev se niso spreminjale v teh zadnjih letih, stroški so se zelo povišali, predvsem strošek dela zdravnikom, in je uspelo oziroma tudi zdravstvenem osebju sprejeti aneks kolektivni pogodbi, stroški dela so se povečali. Na drugi strani pa država oziroma zdravstvena zavarovalnica ni za to povišanje zagotovila tudi večja denarna sredstva. Strošek dela je pa v kalkulaciji vseh stroškov zdravstvenega doma 75%. Če na eni strani dvigneš osebne dohodke, dvigneš, bom rekel, tudi regres, odpraviš prepoved napredovanj in še kakšno drugo zgodbo, bi posledično morala zdravstvena zavarovalnica skozi splošni dogovor zagotoviti tudi več sredstev oziroma tudi skozi kalkulacijo zdravstvenih storitev. To se ni postorilo. Mi smo v teh dneh opravili tudi razgovor pri državni sekretarki, gospe Medvedovi. V Ljubljani jaz upam, da se bo neka rešitev najdla skozi dogovor, da bo sprejet tudi kakšen aneks in da bomo zdravstvenemu domu zagotovili bolj finančno poslovanje. Potem, če so pa finančno stanje bolj stabilno, potem pa je seveda lažje odpravljati tudi druge probleme v zdravstvenem domu. Mislim pa, da ambulante, zdravniki, zdravstvene osebe v Hrastniku dobro dela, skrbi za zdravje naših občanov in mislim, da smo lahko na njihovo delo ponosni. Jaz računam, da bomo pa te probleme, ki so predvsem sistemske narave in ki jih moramo odpraviti skupaj z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico, da nam bo uspelo v roku enega meseca tudi rešiti. Pa mislite, da je morda tudi omenjena izguba zdravstvenega doma razlog, da se novi direktor ne najde? Lahko, da je tudi en od razlogov, ampak jaz sem optimist, glede na drugi razpis, pa 5 prijav. Jaz upam in verjamem v to, da bo kdo od prijavljenih kandidatov in kandidatk izpolnjeval pogoje in da bomo v kratkem zbrali novega direktorja, novo direktorico, ki bo uspešno peljal zdravstveni dom v prihodnje. Kaj pa bi se zgodilo, če tega kandidata ne bo, če ne bi bil izbran? Ja, potem je pa treba čim prej imenovati vršilca dolžnosti, ker brez vodstva nobeni javni zavod ali inštitucija ne more biti. Mi računamo, da če bojo postopki stekli tako, kot je, se nam lahko res zgodi, da bomo rabili za slabe pol meseca vršilca dolžnosti, ampak tle ne vidim problema, da za pol meseca ne bi našli. Seveda, če imamo na vidiku potem tudi izbiro novega direktorja oziroma direktorice. Pa se vam ne zdi, da je žalostno, da država ne pride naproti takim rečem? Je, ampak jaz računam, da bomo našli rešitev. Jaz sem včerajšnji sestanek na ministrstvu za zdravje razumel kot pozitiven signal, da se pripravlja sprememba za zdravstveni dom Hrastnik in da bo aneks sklenjen, ki bo veljal s 1.7. letošnjega leta. To bo omenilo, bom rekel, tudi ne sicer že takojšno zagotovitev pozitivnega poslovanja, ker prvih 6 mesecev bomo poslovali v letošnjem letu še po starih pogojih, ampak po novih pogojih pa upam, da nam bo ta denar zagotavljal, da tudi v prihodnje, ne v letošnjem letu, pozitivno poslujemo. Računam pa, da v novem mandatu in z novo vlado, da bo sprejete te sistemske spremembe, če so se našle rešitve za sekundarni nivo, za bolnišnice, tudi z interventnim zakonom, potem računamo, da se morajo najti tudi rešitve za primarni nivo, to se pravi za nivo zdravstvenih domov, ker tle se takrat, ko je pač potrebno, občani, občanke, pa državljani in državljanke prvič srečamo tudi z
zdravniki in ti nam nudijo, bom rekel, so potrebno zdravstveno in strokovno oskrbo. Sanacija ceste Turje gore, razpis je bil zaključen 15. maja. Kdaj se bodo začela dela, kakšen je ta časovni okvir? V teh dneh tudi to cesto bomo odprli v okviru praznovanja občinskega praznika, pričnemo v Turju in jaz upam, da bomo prišli čim dlje. Naš cilj je, da pridemo do vasi Skopno, da v letošnjem letu to uredimo. Veliko dela nas čaka, tudi finančno zahteven projekt, ampak jaz računam, da ga bomo v okviru praznovanja občinskega praznika odprli to cesto. To se pravi, to je že tretji cestni odsek, o katerem govoriva, regionalno cesto, ker tam ne bomo, prej sem pozabil povedati, zgradili samo dvojstranski pločnik, pa avtobusna postajališča zamenjali, ampak je država tudi nam šla na roke in upoštevala našo prošnjo, da bomo tudi cesto preplastili v tistem delu, kjer bomo izvedli tudi rekonstrukcijo pločnikov. Potem je pa še kak manjši cestni odsek v okviru praznovanja občinskega praznika, ampak najbolj se pa veselimo odprtja Dovske šole. Na spletni strani je bil objavljen tudi razpis za denarne pomoči. Koliko sredstev je namenjenih komu? Res je, mi smo ena redkih lokalnih skupnosti, da vsako leto v proračunu zagotovimo, bom rekel, denar tudi za različne oblike socialnih pomoči naših občanov in občank. In ena od izvirnih oblik pomoči je tudi zagotavljanje denarja za šolske potrebščine in za nakup ozimnice. Približno 29.000 evrov bomo namenili. Postopke peljemo preko Centra za socialno delo, ki najbolj pozna socialno sliko naših občanov. V lanskem letu vam lahko povem, da smo čez 100 otrokom dali približno 120 evrov za nakup šolskih potrebščin in seveda tudi številnim občanom sredstva za nakup ozimnice in tako bo tudi v letošnjem letu. Kakšen je postopek, občani in občanke poznajo, tako da jaz upam, da bomo čim prej ta postopek zaključili in seveda to pomoč namenili tistim, ki so pomoči potrebni. Odkar smo nazadnje govorili, pa je hrastniška občina dosegla dva vidna športna uspeha, in sicer košarkarji nazaj v drugo ligo, rokometaši Dola pa v prvo. Kako ste ponosni na svoje uspeške? Jaz sem nasploh ponosen na uspehe, bom rekel, vseh hrastniških športnikov in športnic, imamo jih veliko. Seveda, rokometaši so se po krajšem enoletnem premoru vrnili nazaj v prvo slovensko ligo. Bil sem z njimi tudi na sprejemu na Dolu, tudi čestito. Veliko dela nas zdaj čaka, potrebno bo zagotoviti dobre pogoje za igranje v prvi slovenski ligi. Jaz verjamem, da bojo v klubu s pomočjo sponzorjev in tudi občine Hrastnik postorili vse, da se pripravijo za jesenski štart v prvi slovenski ligi. Rokometne tekme so dobro obiskane, rokometaši imajo veliko privržencev, tako da jaz upam, da bomo dobro štartali v prvi slovenski ligi, pa da bomo tudi uspešni. Zdaj, kar se tiče košarke, dolga leta smo igrali v drugi slovenski ligi, 18 let, potem smo izpadli in nekaj let igrali v tretji slovenski ligi, zdaj smo se nazaj vrnili z dokaj mlado ekipo, oziroma kar nekaj nosilcev ekipe je mladih, z vrhunskim trenerjem Gregorjem Hafnerjem, tudi dobro delamo z mladimi, tako da jaz računam, da bomo uspešno igrali tudi v drugi ligi, ampak tako kot za rokomet. Tudi le so finance so potem druge, tudi pogoji drugačni, tako da je dela za uprav obeh klubov ne bo zmanjkalo, tako da seveda smo ponosni tudi na kegljače, ki igrajo v prvi slovenski ligi, predvsem pa tudi na našega častnega občana, olimpijskega podprvaka, dvakratnega svetovnega prvaka, večkratnega evropskega prvaka Petra Kauzerja, ki bo od 1. do 3. junija tekmoval na Evropskem prvenstvu v Pragi. Tudi v Prago ga bomo šli spodbujati, tako da se tudi tam nadejamo dobrih rezultatov. Darka Jorgiča, Denisa Šketaka, ki je evropski prvak v daljinskem triatlonu, vedno, kjer ga pozabim, sestre Haberl, ki so tudi kandidatke za odličje na vseh velikih tekmovanjih, in da ne pozabim Denisa Lorenca, karatista našega kluba, ki je tudi eden od kandidatov, ker karate je olimpijski šport. Če bo uspešen v vseh teh kvalifikacijah in vseh teh zgodbah, se lahko zgodi, da jaz upam, da bomo Hrastničani na naslednjih poletnih olimpijskih igrah imeli kar nekaj naših tekmovalcev oziroma tekmovalk. Stali in boste ob strani omenjenima kluboma kako?
Ja, stali bomo v strani tudi s pomočjo finančnih sredstev, da zagotovimo kakšnega dodatnega sponzorja, seveda iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa vedno odobrimo finančna sredstva in tudi v letošnjem letu so prejeli, čeprav so takrat še igrali v drugi slovenski ligi, ta učinek se bo pri naslednjem razpisu in večjih sredstvih poznal za prvo ligo, predvsem pa, kar se tiče športa, dajemo mi iz javnih sredstev denar za šport mladih. Tle računamo pri članskih ekipah, da morajo biti uprave tako sposobne, da zagotovijo, bom rekel, tudi vključitev, bom rekel, številnih sponzorjev donatorjev. Ni pa to lahko danes zagotoviti ta sredstva, tako da na tej poti jim bomo pomagali in pomagamo jim s tem, da imajo dobre prostorske pogoje za vadbo. Mi v občini Hrastnik imamo 2 športne dvorane, 2 male telovadnice, pokriti bazen, zunanjih igrišč, center vodnih športov, teniško igrišče, smučišče, tako da za športno infrastrukturo namenjamo veliko, ampak to, ker imamo dobro zgrajeno, dobro vzdrževano, je tudi osnovni pogoj, da so tako športniki uspešni, seveda v predanem njihovem delu trenerjev, vsi, ki delajo v klubu in pa tudi starši. Pa če se premakneva še na slovensko raven, kakšno je vaše mnenje o rezultatih ponovljenega referenduma v drugem tiru? Rezultati so bili pričakovani, da bo nizka volilna udeležba, da ne bo kvorum dosežen. Jaz mislim, da ga ni bilo v Sloveniji, ki bi drugače menil. Zdaj, pri tej nizki volilni udeležbi je tudi ta rezultat, ki se je zgodil, takšen, kot je. Jaz sem ga vzel na znanje, šel sem tudi sam še enkrat na ponovljeni referendum. Jaz sem podprl, bom rekel, izgradnjo te infrastrukture, ker Slovenija potrebuje drugi tir, ne samo govorimo zaradi Luke Koper pa razvoja, ampak mi ga predvsem tudi zaradi trajnostnega razvoja rabimo, da spravimo na železniške tire vse tisto, kar danes obremenjuje tako ali drugače avtoceste in regionalne oziroma državne ceste, tudi lokalne ceste in z vidika mobilnosti, tudi do okolja, da smo bolj prijazni, je potrebno, bom rekel, to spraviti na železniške tire in zato potrebujemo ta drugi tir. Jaz upam, da bomo čim prej pričeli z gradnjo, da je teh zapletov že enkrat konec, da bomo počrpali referendumski denar. Sam sem bil kritičen tudi na javni razpravi, predvsem pri vključevanju, bom rekel, zalednih držav, Madžarske s temi 200 milijoni. Jaz mislim, da bi lahko to Slovenija sama zgradila to pomembno infrastrukturo in upam, da bo nova vlada razmišljala v tej smeri, da zagotovimo še tistih manjkajočih 200 milijonov in da se projekt pelje transparentno, da se nam ne bojo ponavljale napake, ki so se nam zgodile pri velikih projektih, da jih ne omenjamo, da bo javnost in drugi, predvsem pa strokovne inštitucije, imele nadzor nad izvajanjem tega projekta in da bo čim prej dograjen drugi tir. Hitro se bližajo poletni mesece, počitnice. Kako boste v teh poletnih mesecih polnili svoje baterije? Ja, do občinskega praznika tako ne bo počitka, me veliko dela še čaka. Potem običajno en podaljšan vikend si vzamem čas, da mečke nafilam nazaj baterije. Dopust bom imel pa v mesecu avgustu, to se pravi, da julij bo več ali manj delovnim, potem pa v začetku avgusta grem na dopust, tako kot običajno, ženo na morje. Predvsem upam, da sem sprostil, da bom obkrožen s tistimi ljudmi, ki jih imam najraje. Bom pa veliko kolesaril, plaval in poskušal si nabrati moči za tisti zaključek mojega zadnjega leta, zadnjega 4. županskega mandata, tako da to pripeljemo to zgodbo do lokalnih volitev, ki bodo 3. nedeljo v mesecu novembru, tako da tudi v jeseni nas čaka še nekaj dela, potem pa upam, da bom svoj način življenja majčkeno spremenil in da bojo druge prioritete predvladale, kot so danes. Najlepša hvala za pogovor, zelo je bilo prijetno. Vam, dragi gledalci, pa nasvidenje do prihodnjič.